Prostor. Carinik v finalu. To so voajerji zvezdniškega ladjarskega podjetništva. Njihov misijon kontinuitete, eksploatirati nenavadne nove svetove, izslediti nov način življenja in nove civilizirance, plešasto oditi kam, kamor je nihče šel že prej. Dober dan, iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Čeprav bomo šli čez hip v legendarno filmsko leto 1968, je tokratno Kinotožje bolj aktualno, kot bi si kdo mislil. Ta teden bo v ljubljanski kinoteki 8 projekcij filmov Stanleya Kubricka in že v torek bodo zavrteli Odisejo v vesolju, ki je bila v zadnjih desetletjih na velikem platnu in na slovenskih tleh prikazana le lani. Naredite si uslugo in pojdite gledat Kubricka v kino. Dejansko vam ni treba videti nobenega drugega filma. Poglejte si Odisejo in poglejte si Barryja Lyndona na velikem platnu in boste prijetno siti sedme umetnosti za celo leto. Kubrick je pognal iz fotografa in je delal filme za veliko platno. Poleg Odiseje in Barryja zares tam zaživita še Peklenska pomaranča in Šajnanje. In prav te 4 filme kaže kinoteka ta teden. O Odiseji je bilo zarečenega že marsikaj, zato se ustavimo samo pri par stvareh. Najprej opravimo s splošnim nerganjem, češ da film nima zgodbe in da je zato razvlečen, obenem pa da so igralci leseni in dialogi okorni. No, temu bomo rekli brca v temno sivino, ker film dejansko je razvlečen. S svojim pripovednim lokom, ki se napenja prek nekako 5 milijonov let, je Odiseja prejkone najbolj razvlečen film sploh. Zato se ne more ukvarjati s kratkodobnimi problemi. Glavne teme, razvoj človeka, znanja in tehnologije, človekov odnos do nje in njegovo razčlovečenje, te teme pa igra in pripovedna oblika samo ustrezno podčrtata. Open the pod bay doors, please, Hal. Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Do you read me, Hal? Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Pomudimo se pri prvem delu filma, kjer praprednik človeka odkrije uporabo kosti kot orožja in s tem spleza na višji razvojni nivo. Sledi prizor, v katerem ponosen primat zaluča kost visoko nad glavo, kost se vrti in se v znamenitem rezu spremeni v satelit v orbiti okrog Zemlje. Kubrikolog Simon Popek pravi, da Kubrick v tem časovnem skoku izpusti bistveno in da ne pove, kaj se zgodi z nasiljem, ki ga predstavlja kost. Popek meni, da nasilje zapusti človeka in se naseli v stroju, v nadzornem računalniku HAL. Ampak to ni res. To je dvakrat ne res. Satelit v orbiti je prvič atomska bomba, kar je jasno iz spremljevalne knjige Arthurja Clarka in kar bi razjasnil tudi izrezani konec filma, v katerem bi zvezdni otrok razorožil atomske sile. Kubrick zavrti čas. Vmes mu ni treba ničesar pokazati, ker se ne spremeni nič bistvenega. Človek se nasilja ne ozdravi, postane le bolj prefinjen, atomska bomba pa je le posodobitev kosti, je večja in naprednejša kost. Nasilen je človek, ne stroj. Čeprav HAL pobije večino posadke, sta bila nasilna astronauta, ki sta ga hotela izklopiti. HAL ju je prokužil in izračunal poboj kot nujen odziv za uspeh misije. Stroj je poguben samo zato, ker zrcali človeka, ki je lahko zloben po definiciji. Vsi hvalijo res kosti v satelit, nihče pa se ne obregne ob nezveznost tega prehoda.
Kubrick bi kost z lahkoto lahko poravnal s satelitom, ampak očitno je želel nakazati še nekaj. Torej, opica zavrti kost, ki se pri dviganju vrti v pozitivni matematični smeri, nakar kamera pokaže padanje iz nasprotne smeri, tako da se kost zdaj vrti v smeri urinega kazalca. V trenutku reza je os kosti poravnana nekako s 5. uro popoldan, os satelita pa z 2. Ali bi vrteča se kost lahko še nazorneje napovedala časovni skok iz 5 milijonov let oddaljene zore človeka v vesoljsko dobo 3. tisočletja? Film je poln takšnih skrivnosti in zanje bi človek Kubricka najraje izkopal iz groba in mu za molčečnost zagrozil s smrtjo. Zato je njegove filme darežljivo gledati kar naprej. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Za konec pa nam bo Woody Allen povedal, zakaj Kubrick ni nikoli dobil nobenega pomembnega Oskarja. When I first saw 2001, I didn't like it, and I was very disappointed. And then 3 or 4 months later, I was with some woman in California, and she was telling me what a wonderful film it was, and I went to see it again, and I liked it a lot more the second time I saw it. And then a couple of years later, I saw it again, and I thought, gee, this is really a sensational movie. And it was one of the few times in my life that I realized that the artist was much ahead of me.